Živijo, moje ime je Marička, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila trening z utežmi za noge. Vse, kar boste poleg uteži potrebovali pri treningu, je seveda malček več prostora, podlago in po potrebi tudi kocke. Več o tem izveste pa kasneje. Trening bo danes potekal v intervalu in sicer vsako vajo boš izvajala po 40 sekund, nato pa bo sledil 20 sekundni premor, ki ti bo omogočil, da se lahko pripraviš za naslednjo vajo. Preden pa, da se pomaknemo na trening, seveda ne pozabi napraviti ogrevanje, podariti video like in če si nov in če si še nisi subscribal na moj kanal, napravi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovati. Prvo vajo, ki jo bomo napravili, je počep z dvignjenimi petami. Temu tudi razlog uporabe kock oziroma kvadrov. Pri izvedbi si pete podložite s knjigo ali kvadri za jogo. S tem bomo namreč povečali globino počepa. Izvedba je možna tudi brez dvignjenih pet in sicer z izvedbo goblet počepa. Pograbite utež, pogled usmerite v celoti naprej, ramena držite nazaj, prsni koš odprt in trebušne mišice napete. Pazite, da kolene potiskate preveč naprej pri liniji prstov na nogi. Vso težo pri dvigu ponesite skozi pete. Počasi se spustite v počep in nato počasi dvignite nazaj v začetni položaj. Sedaj sledi 20-sekundna pavza, odložite utež, globoko vdihnite in izdihnite in se ponovno med pavzo pripravite za to vajo. Vaja bo koristna predvsem za tiste, ki imajo težave z ravnim podplatom. S tem, ko boste imeli dvignjene pete, boste povečali globino počepa, drža pa bo ves čas lepo zravnana. In več napetosti bo prisotno v sprednjih stegenskih mišicah. Izogibajte se uporabi odrivanja in se osredotočite na stiskanje ritnih mišic. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano, saj boste tako zmanjšali bolečine v križu. Izdihnite, ko se dvignete nazaj v začetni stoječ položaj. Sledi še zadnji set te vaje, osredotočite se na stabilizacijo bokov in oporo trebušnih mišic pri vsaki ponovitvi, saj so ključnega pomena za krepitev hrbtnih mišic. Če želite okrepiti noge in definicijo v spodnjem delu telesa, so počepi zagotovo najboljša izbira. Preprosta vaja, ki s številnimi različicami poskrbi, da obdelate celotno skupino nog. Prvo vajo smo napravili, odmaknite kvadre ali knjige na stran in se pripravite za naslednjo vajo sumo počep. Vajo bomo spet ponovili 3-krat. Noge postavimo v širok razkorak, stopala obrnemo navzven pod kot 45 stopinj in pograbimo utež. Pazite, da bodo kolena ves čas poravnana s stopali. Ramena držite nazaj, prsni koš odprt in hrbtenico zravnano. Potisnite boke nazaj in spustite telo navzdol, utež držite z iztegnjenimi rokami med nogami. Pazite, da vam kolena pri spustu ne gredo skupaj, ena proti drugi. Sumo počep izvajate počasi in kontrolirano. Izdihnite, ko se dvignete nazaj v stoječ položaj. Sedaj odložite utež, malce stresite noge in se med pavzo ponovno pripravite za sumo počep.
S širokim razkorakom in stopali obrnjenimi navzven boste izolirali zadnjo ložo in predel notranjih stegenskih mišic. Prav tako bodo vaši boki imeli več prostora pri spustu in globini počepa. Bodite pozorni, da trupa ne nagibate preveč naprej, temveč da boke potisnete nazaj. Pred nami je še zadnji set sumo počepa, predtem pa ne pozabite piti vode in se nadihati zraka. Pa se kar pripravite v širok razkorak s stopali obrnjenimi navzven in pograbite utež. Največja korist sumo počepa je široka drža, ki ponuja edinstven izziv za aduktorje oziroma notranje stegenske mišice. Vdihnite, ko pokrčite kolena in spustite boke navzdol, vse dokler stegna ne bodo vzporedna s tlemi. Pri dvigu izdihnite in težo ponesite skozi pete nazaj v začetni položaj. Drugo vajo smo opravili in smo že pri tretji imenovani plie squat. Ponovno se pripravimo v širok razkorak in stopala obrnemo navzven. Izvedba se zdi dokaj podobna prejšnji, le da pri tej boke potisnemo naravnost navzdol proti tlom. Pograbite utež in jo usmerite navpično navzdol. Pogled usmerite naprej, ramena držite nazaj, prsni koš odprt in hrbtenico poravnano. Pokrčite kolena in se spustite v počep, spust naj bo kontroliran. Pazite, da kolena ostajajo v liniji s stopali, trupa ne nagibajte naprej, le spustite medenico čim nižje. Prvi set smo napravili, pred nami sta še dva. Stresite noge in se ponovno pripravite v širok razkorak. Pograbite utež z obema rokama, pogled usmerite naprej in počasi spustite medenico z vzravnanim trupom naravnost proti tlom. Stegna morajo biti v najnižjem položaju poravnana s tlemi. Noge držite ves čas v diagonalni liniji. Nato se počasi in kontrolirano dvignite v začetni položaj. Izdihnite in vso težo pri dvigu nazaj ponesite na pete. Za nami je že prva polovica treninga, dajmo stisniti še drugo polovico tako dobro, kot smo prvo. Sedaj pa že čutimo pekočo bolečino na stegenskih mišicah, vendar ne odnehamo. Še zadnjič se pripravimo za vajo plie počep. Pograbite utež, se postavite v široki razkorak in se počasi spustimo in dvignemo nazaj. Hrbet držimo zravnan in napete trebušne mišice. Pri tem pazimo, da se ne nagibamo preveč naprej, ter da noge držimo v diagonalni liniji. Na koncu dviga poskrbite, da res stisnete ritne mišice. Pred nami je že četrta vaja, brez usmiljanja bomo napravili ta trening res intenziven. Sledi vaja glute bridge, ki je absolutno ne smemo izpustiti, če hočemo oblikovati lepo zadnjico. In kar, lezimo na hrbet, pokrčimo kolena pod kot 90 stopinj in stopala postavimo v širini bokov.
Utež postavimo na boke in jo primemo z obema rokama na mesto in s tem preprečimo premikanje. Počasi dvignete boke proti stropu, stisnete trebušne mišice tako, da popek povlečete proti hrbtenici. Na vrhu zadržite za trenutek, stisnete ritne mišice in počasi boke spustite nazaj do tal. Trup mora na vrhu dviga tvoriti ravno linijo od ramen do kolen. Dvigovanje in spuščanje naj bo kontrolirano. Prvi set smo napravili, čakata nas še 2 seta te vaje. Lepo oblikovan rit je nedvomno postal trend v fitness skupnosti. Glute bridge ali dvigovanje medenice v most je ena izmed najbolj priljubljenih vaj, ki aktivirajo glutealne mišice. Vaja, ki jo morate vključiti v svojo rutino za izboljšanje vaše splošne moči spodnjega dela telesa in lepšega izgleda zadnjice. Gibanje mora biti v enakomernem ritmu in pravilni izvedbi. Poleg ritnih mišic morajo biti aktivne tudi trebušne mišice. Prav tako pazite, da hrbet ostaja ves čas ravnan. Pred nami je še zadnji set, med pavzo ponovno ležemo na tla in si utež pripravimo na boke. Utež si lahko za boljše obdobje podložimo z blazino. Izdihnite, ko dvignete boke od tal, poskrbite, da res dobro stisnite ritne mišice na vrhu. Pri dvigu potisnite vso moč skozi pete in s tem povečajte aktivnost ritnih mišic. Vaja vam bo pomagala, da se boste lažje dvignili iz stola ali postelje, ker boste imeli okrepljene ritne mišice. Samo izvedbo vaje lahko napravite tudi bolj zahtevno, tako da dvignete ramena na klop in s tem povečate razpon gibanja kolka ali pa vajo napravite s pomočjo gumice, ki bo dodatno aktivirala glutealne mišice. Gumica namreč prisili, da potisnete noge v širino bokov. Pred nami je že 5. vaja, imenovana romunski deadlift ali mrtvi dvig, pred finalnim zaključkom našega treninga. Za vajo se pripravimo v stoječ položaj, noge postavimo v širini bokov in pograbimo utež z obema rokama. Ramena držimo nazaj, prsni koš odprt, pri spustu rahlo pokrčimo kolena, hrbet držimo zravnan in boke potisnemo nazaj. Telo počasi spustimo dol, tako da za utežjo podrsamo po stegnih v smeri sredini stopal. In to je naš začetni položaj. Nato izdihnemo, obrnemo gibanje in pri dvigu nazaj uporabimo boke in zadnje stegenske mišice. Telo izravnajte do konca, zadržite za sekundo, hkrati pa stisnite ritne mišice. Odložite utež, sedaj sledi pavza, ne pozabite piti vode. Pred nami sta še 2 seta, dajmo še zdržati. Romunski deadlift ima možnost povečevanja sila na zadnje stegenske mišice, glutealne mišice in mišice spodnjega predela hrbta. Hkrati skrbi za pravilno delovanje kolka in moč mišic v lumbalnem predelu hrbtenice. S to vajo boste lahko povečali moč vseh mišic, ki sodelujejo pri tem gibanju. Hkrati pa boste preprečili poškodbe hrbtenice. Do grand finala nas loči še zadnji set te vaje. Ponovno se pripravite v položaj za romunski deadlift.
Kot smo ugotovili, je ogromni poudarek pri romunskem deadliftu na zadnjih stegenskih mišicah, riti in spodnjem predelu hrbta. Vaja bo nedvomno prispevala k pravilnemu delovanju kolkov in sklepov, mišične rasti, moči in vzdržljivosti. Bodite pozorni, da boke res potisnete dovolj nazaj in držite zravnano hrbtenico. Vdihnite pri spustu in izdihnite pri dvigu. Pred nami je še finalni zaključek treninga za noge. Ponovno se postavimo v položaj sumo počepa, noge postavimo v širok razkorak, stopala bodo obrnjena navzven, z obema rokama pograbimo utež, vendar dviga ne bomo izvajali v celoti, ampak se bomo gugali do polovice in nazaj dol. Pri tem pa bomo pospešili tempo. Če je vaja pretežka, z utežjo jo enostavno odložite in nadaljujte brez nje. Mišice nedvomno pečejo, ampak dajmo zdržati do konca. Do konca nas loči samo še 5 sekund, 3, 2, 1 in naš trening je s tem tudi končan. In ne pozabite po treningu napraviti raztezanja. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Vkolikor bi si želeli videti še več takšnih treningov ali so vam takšne oblike treninga všeč, pa mi dajte pisati spodaj v komentarju. In če si v letošnjem letu želite napraviti enkratno preobrazbo, smo skupaj v sodelovanju s Fit tovarno za vas pripravili fitness program, imenovan Fit Transformeri, več o tem pa izveš na povezavi spodaj v opisu. In ne pozabite podariti video lajkice, subscribe pa moj kanal. In se vidimo naslednjič. Čao!